Servus, zdravo, glodate Rdeča pesa. Pozdravljeni v novi oddaji Aktualno v produkciji Rdeče pese. Nedelja 25. oktobra je za delovne ljudi v Sloveniji predstavljala pomemben mejnik. Ne zaradi kakšne nove twitterske domislice predsednika vlade, niti ne zaradi nove Instagram fotke predsednika republike. Pač pa zaradi tega, ker so vrata velike večine trgovin tisti dan ostala zaprta. Na 10.000 delavk in delavcev v trgovini pa je od takrat dalje vsaj ob nedeljah prostih in izvzetih iz procesa izkoriščanja. O tem, kako je prišlo do te zmage delovnih ljudi, kakšni so še ostali problemi zaposlenih v trgovini, zakaj maloprodaja postaja vedno pomembnejši del gospodarstva in kako je delati v epidemiji koronavirusa v trgovinah, se bomo danes pogovarjali z Damjano Ait, trgovko iz sindikata Špar, in Andražem Maljem, koordinatorjem Centra za družbeno raziskovanje Cedra, ki se že vrsto let ukvarja s sindikalnim organiziranjem v trgovski dejavnosti. Zdravo obema in najlepša hvala, da sta se odzvala na povabilo v našo oddajo. Hvala Gregor pa Rdeči pesi tudi, da so nas povabili, da ste nas povabili. Z veseljem. Zdaj prvo vprašanje, čisto logično. Damjana, kak je biti v nedeljo doma? Fenomenalno, fantastično. Uživaš, spiš dokdar hočeš, vstaneš, ko hočeš, zajtrk narediš, zajtrk lahko delamo skupaj. Neprecenljivo. Super. Verjamem. Zdaj pa recimo, da se malo na začetku odmaknemo od tega čisto osnovnega vprašanja o nedeljah. Pa vprašanje za tebe, kako izgleda delo v trgovinah dan danes? Je res vse tako hitro, brzo, kot recimo vidimo neki neodvisni opazovalci, ko hodimo v trgovine? Pa se je tempo od takrat, ko si ti začela delati v trgovinah, do zdaj kaj spremenil, se je kaj povečal, kaj zmanjšal? A veš, kak je, fizično in psihično je naporno, ali? Pritiski so vsepovsod, tempo se vsakodnevno dviguje, ogromno dela, premalo kadra. Zdaj pa na vprašanje, primerjavo med začetkom, ko sem jaz začela delati, ali pa danes, takrat sem šla z veseljem v službo. S ponosom sem povedala, da delam v trgovini. Zdaj pa se do nas obnašajo, kot da smo hlapci in zmeraj na razpolago. Med vrsticami ti tudi kar lepo povejo, da mi smo, da delamo, oni, da mislijo, kar že samo po sebi pokaže odnose, ne. Zdaj čutiš pritisk res na vsakem koraku, včasih so nas spoštovali in nadrejeni in stranke. Zdaj smo smeti, ko se lahko zdere nad nas, kjer ima pač čas oziroma ko ima slab dan. Pa premalo nas je absolutno tudi zaposlenih. Z manjkom zaposlenih se tempo dela poveča. Kar moraš narediti, delo še tistega, ko pač ga ni, a ne. Ja. In res, vstajati moramo tudi preko delovnega časa. Tako da je kar naporno. Ja, saj to, kaj si rekla, o tem bomo potem še govorili, ampak kadarkoli pridemo v trgovine, če neki kupci ali pa nekdo, ki proba nekaj organizirati, vidimo pač, kako je to pomanjkanje kadra znotraj, ne. Vidimo nekoga, ki čim hitreje opravlja neke naloge, tudi na škodo svojega zdravja ogromnokrat, psihičnega, fizičnega. Res je. Zdaj, Andraž, imam za tebe prvo vprašanje. V medijih smo lahko brali skoraj samo o nekih koalicijskih kupčkanjih v parlamentu, na Twitterju, o tem pri zaprtju nedelj, ne. Kakšna pa je bila dejansko vsa zgodba za tem, da so se dejansko po vseh teh letih trgovine ob nedeljah zares zaprle?
Ja, dejstvo je, da je uspeh akcije za zaprtje trgovin v nedeljah je bil rezultat nekega skupnega napora številnih organizacij, predvsem pa pogumnega angažmaja trgovk in trgovcev, ki so se tokrat res izkazali. Skratka, to je bil dolgotrajen boj in skupaj z delovnimi kolektivi smo tudi mi v Cedri in sindikatom trgovine Slovenije šli najprej v akcijo, skratka, na terenu vprašati delavke, ali si želijo in koliko si želijo zaprtja nedelj, in rezultati te ankete so bili bolj ali manj nedoumni. 98% delavk je bilo za zaprtje in do tega tudi 95% v primeru nižje plače, kar pomeni, da je tisto, kar je prej Damjana povedala, da so v trgovini obremenitve izjemno visoke in interes je seveda, da se te nedelje zapre, bil ogromen. In s tem pa so tudi po drugi strani pomeni recimo nek pomen boja za višjo minimalno plačo, saj v primeru, da se ta zamrzne in se tudi mesečni zaslužek delavk je odvisen od teh standardov, ki jih minimalna plača vzpostavlja, in v primeru, da se ta plača zamrzne, bi lahko bile delavke ponovno prisiljene v to, da sprejmejo tudi delo v nedeljah in s tem višji zaslužek. Skratka, delavke so izrazile z anketo to svoje mnenje in ponovno tudi to ni bilo dovolj. Skratka, vladajoči so skušali skupaj z trgovinsko zbornico in predstavniki trgovinskega kapitala znova povoziti mnenje, interes trgovk in trgovcev. Zato smo šli v še dodatno akcijo, v zbiranje ankete. Skratka, tudi je bilo zelo pomembno, da so se delavke opogumile, da so začele zbirati podpise med zaposlenimi in morale so premagati strah in pa tudi trgovce, skratka, predstavnike trgovskih verig, ki so skušali na vsak način preprečiti to zbiranje podpisov, in delavke so bile res zelo iznajdljive in so na različne načine se znašli, da so od delavk dobile podpise. Teh je bilo več kot 6000 v kratkem, v parih dneh, lahko bi jih bilo še več, ker bi lahko dosegali več poslancev, ampak zaenkrat je to neka faza organiziranosti, v kateri smo v trgovini, in jaz bi rekel, da ravno s temi aktivnostmi, ki so jih delavke pokazale, je uspeh tega boja zelo pomemben za nadaljne akcije, da so končno videli delavke, da se da spreminjati stvari, če stopijo skupaj. Zato je to tudi pomembno za neki nadaljni širši družbeni boj za spremembe. Ja, ravno to, kaj si na koncu omenil, in sicer pač, da je nekdo stopil skupaj, da je pokazal neko enotnost, ne. To, kaj si omenil, Damjana, kako pomembno se tebi zdi, da so recimo tvoje sodelavke, sodelavci, pa nasploh v kjerkoli trgovini, stopili skupaj pa bili enotni pri tem, ok, mi hočemo, mi zahtevamo, da se trgovine ob nedeljah zaprejo. Misliš, da je bilo možno karkoli od tega zapreti, če ne bi bilo tega, če ne bi bilo take enotnosti? Ne, enostavno ne bi bilo, zato ker so kapitalisti, kapital je enostavno z vseh strani premočen. Enostavno se na delavstvo več ne polaga nobene pozornosti, za njih smo res enostavno stroški. Je pa res bolj zanimivo, pa ključno je bilo to, da smo res stopili skupaj. In po dolgem času se mi je zdelo, da smo enostavno postale enotne. Zanimiva se mi je zdela misel, da delamo nekaj narobe, da kar so nam 30 let ali pa več, ko so nas ukvarjali, ali da ne smemo razmišljati. In to nam je dalo še dodaten zagon, da pa nekaj pa mi spreminjamo, da nekaj delamo, a veš, od zadaj, da skrivamo. Se ti pravim, organizacija je bila tako zanimiva, puščali smo pri ključarjih, podporo so nam dali gostinci, ko so tam v bližini, skrivali smo po predalih, skrivali smo po omaricah. Jaz sem takrat bila v bolniški, ker sem si odrezala delček prsta, in je sodelavka prišla iz drugega konca po te podpisne pole in jih nesla in so se zorganizirale fenomenalno. A veš, in jaz sem rekla, to, da smo bile enotne, je živi dokaz, da zmoremo vse. Ker kapital, pa ti pritiski so res premočni, zastrašujejo nas, kakor morajo. A veš, ali se to pozna pri stimulaciji, ali se to pol te meče različno v službe. Tudi to so že bili primeri, ko si mogel svojo poslovalnico zapustiti, pa si mogel v drugi kraj jeti. Res smo bili enotni in
če smo skupaj, se lahko zoperstavimo izkoriščanju kapitala. Res. In to je ključno, a veš. Absolutno. In to je to, ker smo se tudi opogumljali drugega, a veš, ker enostavno smo mogli držati skupaj, ali da ne bi ona videla, da je ta podpisala, ali da, a veš, drugačen duh je bil v trgovini in po dolgem času sem se začutila, da smo mi enotne. Točno to, kaj si rekla. Da smo pripravljene narediti ena za drugo. To, kaj si rekla, je pač najboljše sporočilo tega, da na drugi strani imaš organiziranega nasprotnika, ne? Ki je zelo močnega. Finančno podprtega. Točno tako. In to lahko premaga samo na ta način, kot si ti pač rekla, če je nekdo enoten, če je nekdo stoji drug za drugega. Vsi so za enega, eden je za vse tam noter. Zelo zanimiva izkušnja, kaj si podala. Zdaj, nekateri bodo rekli, pa tudi so rekli, recimo, nedelja je itak samo en dan v tednu, večina delavk in delavcev je tisti dan itak fraj. Andraž, kako to, da se recimo trgovinska zbornica, o čemer je recimo zdaj že posredno tudi Damjana govorila, tako zelo upira temu, da so trgovine zaprte ob nedeljah. Tu mislim predvsem na tisto ustavno presojo, ki so jo vložili, na to filanje polic ob nedeljah, pospeševanje spletnega nakupovanja, pa vse te nelegalne pa legalne pritiske, ki se izvajajo za to, da se nedelje zopet odprejo. Ja, trgovska dejavnost je v zadnjih letih deležna številnih sprememb na slabše za zaposlene, s tem se pa povečal nekako dobiček. Trgovin je vse več, tudi trgovskih površin je vse več v Sloveniji, število delov pa nekako temu ne sledi oziroma celo do nekaj upada, kar pomeni, da morajo obstoječe delavke toliko več dela opraviti. Intenzivnost je toliko večja, ker tukaj se jasno kaže, ker trgovski kapital išče načine, kako iztisniti iz trenutnih zaposlenih čim več dobička, skratka na kratki in srednji in dolgi rok. Medtem ko je bil ta zakon za zaprtje trgovin v nedeljah končno in malo bolj konkretnejši odgovor sindikata in zaposlenih, da se temu izkoriščanju kapitalističnemu postavil neke meje, in sporočilo je bilo po moje jasno, da delavke hočejo imeti več prostega časa, da nočejo biti čisto vsak dan in vsako uro popolnoma na razpolago kapitalu, da se z delavci dela kar hoče. In nekako, zdaj oni so potem porazu za njih, so dejansko skušali potem seveda v nekem konkurenčnem boju in to spremembo se zelo hitro prilagoditi. Začeli so agresivno upeljevati spletno prodajo, razporejati delavke da so ob nedeljah začele zlagati škatle, namesto da bi zaposlovali nove zaposlene, kar bi bilo skladno recimo s tem, da se razbremenjuje trenutno zaposlene, predstavljajo inventuro in pritiskajo enostavno sodišče. Kapitala se ne da noče popuščati in to je tam neka pomembna politična lekcija za delavstvo, ne samo trgovina, ampak tudi širše, da se v tej zmagi ob tej ne sme zaspati in še naprej se moramo povezovati v sindikate in postati aktivnejši, ne samo da obranimo te proste nedelje, ampak tudi zato, da se dodatno zmanjšamo tempo dela, zvišamo plače in tako naprej. Ja, zdaj sem se samo pri tem spomnil še ene stvari, ki se je v zadnjih dneh zgodila, in sicer res je, da je sprejet zakon o zaprtju nedelj, res je, da so zdaj zaprte, ampak vlada predvideva odpreti 2 nedelji med prazniki, kjer je verjetno intenzivnost dela še bolj ubitačna, še večja kot takrat, hkrati pa tudi zamrzniti minimalno plačo. Mislim, da kako se ti zdi, recimo Andraž, kako se ti zdi, da bi se mogli na to odzvati? Ne samo delavci in delavke v trgovinah, ampak pač nasploh kot družba, kako bi se mogli na to odzvati? Jaz mislim, da je tukaj absolutno potrebno, da se sindikati in delovne organizacije z vsemi silami temu uprejo. Jasno je, da je trenutna epidemija in kriza, ki to skupaj prineslo veliko breme za delavce in delavce ne smejo popuščati pod pritiski kapitala, da bi se delati še več in absolutno morajo stopiti skupaj tudi z napovedano stavko, ki so nekateri sindikalne centrale, Zveza svobodnih sindikatov in pa federacija sindikatov javnega sektorja že napovedale, in to je tisti solidarnostni boj, ki je v tem trenutku zelo potreben in
moramo delati na tem, da bo delavcev v vseh panogah nekako možno pomoč izkazati tudi na terenu. Zdaj, Damjana, verjetno nedelje, oziroma neverjetno, pač nedelje niso edini problem vas, ki delate v trgovinah. Kaj bi rekla, kaj misliš, da je še treba spremeniti? Kaj so neke ključne točke, ključne problematike, ki bi jih ti? Ključne problematike. Plače. Zahtevamo absolutno više plače. Premalo delavcev. Katastrofalni odnosi z vodstvom. Pa več stalnih delavcev in manj študentov. Zato, ker jaz sem mnenja, da študenti pridni nam pomagajo, ampak država mora poskrbeti in za študente, da lahko normalno študirajo, in za nas delavce, da imamo normalno plačo. Zahtevamo višje plače, ker če je kupec kralj, tudi prodajalec ne sme biti revež. Ampak prodajalci smo reveži, zato ker nas velika večina dobiva razliko do minimalne plače. Ko delavci opozorimo, da nas pač na napake, da nas je premalo, da smo izmučeni, pa še zmeraj nasmejani, pa prijazni do strank, kar hitro dobimo odgovor, da če nam kaj ne paše, pač lahko gremo, a ne. Samo zdaj ta resnica je malo drugačna. Včasih so menda v vrsti čakali za moje delovno mesto pred trgovino že. No, danes jaz tega nisem opazila. Že ni jih. Izpuhteli so nekam. Problemi, ki nastajajo, se ne rešujejo, verjetno jih za lastnike ni. Vodstvo ni odkrito do nas, saj z zakonom mislim, da hoče dati ustavno presojo, že kaže spoštovanje do nas. Tudi to delo ob nedeljah v določenih poslovalnicah, pa pol razvažanje internetno, to je absolutno pokazatelj, kako nas spoštujejo. Zdaj pa zakaj je to tako? Zato, ker je pač glavni kapital. Zdravje delavcev, pa kaj? Saj smo strošek. Strošek, ne pa tisti, ki v bistvu ustvarjamo kapitala, ne. Ja. Nam pa vsi zagnani, pa z dobro voljo pišejo, da moramo biti bolj dolgo v službi, da smo lahko deljeno v službi, to je zelo fajn. Tudi pole, na primer, so tako prijazni, da lahko gremo 2 uri prej domov, ali pa pridemo 2 uri kasneje v službo. Po mojem bi bili žalost družino za tistih 6-7 ur, ne. To sem že povedala, da ni fair do študentov, pa ker nas pač, ker država ne poskrbi, pa lastniki si ne dajo dopovedati, da bi nas absolutno moglo biti preveč. Zdaj v času covida je sploh blazno zanimivo, ali? Varnostna razdalja, od zunaj moramo nositi maske, ne vem, policijsko uro imamo, pa pridemo v trgovino. V trgovini je res, nosimo maske. Imamo število, koliko je določenih strank, tudi pri nas zapiramo trgovino, ko je določeno število, ali tudi razkožujemo vse, kaj pa pol, ko pridemo pa v trgovino. Vsak te cuka za rokav, vsak bi ti povedal na uho, vidiš družinice, ko se dobivajo. Jaz sem že tašči in mami predlagala, da sicer se zdaj ne smemo videti, ker ne smemo prehajati z občine v občino. Kaj pa, če gremo v trgovino, pa se tam dobimo pri polici z keksi. Tam lahko stojimo 15 minut, lahko bom videla svojo tam malo, ko je že tako dolgo nisem videla. Glej, to je ta problem. Ampak to je katastrofa. In enostavno, kaj je to? To si točno tako. Odlično se. Mi smo pa kdo? Strošek za podjetje, ko nam morajo dati plačo. In to je to.
Andraž, prej si malo že o tem govoril, ampak zakaj je trgovina, malo prodaja, tak pomemben sektor za gospodarstvo postala? Vsak dan recimo vidimo te nove trgovske centre, nove trgovine. Kak pomemben del gospodarstva je pravzaprav trgovina in kako bo to v prihodnosti s tem? Malo prodaja vsekakor spada pod storitveni sektor, ki je zelo pomemben nekako za obnovo delovne sile in hkrati, kot je prej Damjana zelo lepo opisala, skratka zelo prekarni sektor, slabi delovni pogoji, nizke plače, nestandardne oblike zaposlitve, ker je omogočeno, da nekako država s tem, da se umaknila z deregulacijo, recimo z fleksibilizacijo zaposlovanja, z liberalizacijo poklicov, to se pravi, da so lahko zanimivi več pogoji trgovske izobrazbe, da se lahko dela v trgovini, z zaostrovanjem recimo pogojev za pridobivanje socialne pomoči, ker je vse bil ustvarjen nekega pritiska na delavstvo v trgovini in hkrati na drugi strani smo videli skozi tranzicijo tudi propad številnih industrij, predvsem tekstila, in te delavci so potem bili na trgu delovne sile in prihajali potem v storitvene panoge. In tukaj je bilo zelo pomembno, da se je nekako kapital dobil neko moč s temi pogoji, da je pritisnil na delavce in znižal plače. Zakaj pa ta malo prodaja dejansko zelo pomembno strateška panoga, pa zato, ker omogoča, recimo, če so izdelki v trgovini poceni, pomeni, da so tudi lahko plače, ki so v drugih zaposlenih, v drugih branžah, tudi lahko nizke in ostajajo nizke in s tem se nekako ali pa krepi moč kapitala in tudi nekako postajajo recimo slovensko gospodarstvo bolj vabljivo za recimo neke tuje privatne investicije. Delavstvo pa seveda ostaja izkoriščeno, ostaja pod slabimi delovnimi pogoji in to je tisto ključno. Če prepuščamo, da se to še naprej dogaja, je to nekako slabo, ne samo za delavce v trgovini, ampak tudi na splošno za celoten delavski razred, ker nekako konkurenčnost gospodarstva se deli na plečih zaposlenih, posebej delavcev v trgovini. To se mi zdi zelo pomembno, da se delavke, kot so Damjana, Matjaša in tako pogumno zoperstavijo temu in začnejo z organizacijo sindikate in krepiti moč delavcev tukaj, da se tukaj opravi, ker to bo spodbudilo na eni strani ne samo boljše delovne pogoje v trgovini, ampak tudi bolj ambiciozne zahteve delavcev v drugih panogah, z tega vidika, še enkrat poudarjam pomen dviga minimalne plače, ki zvišuje standarde nekako za vse. Ja, zdaj, ko si govoril o nizkih cenah, mislim, sinonim za nizke cene v Sloveniji so, pa tudi drugod po svetu, so diskontne trgovine. Pred več kot desetletjem sta recimo k nam prišla Hofer in Lidl in sta uvedla ta diskontni model poslovanja, ki pa zdaj ni samo omejen več na njih, ampak ga vse bolj prevzemajo tudi druge trgovinske verige. Ampak kaj sploh pomeni ta diskontni model? Recimo večkrat čujemo, to je diskont, kaj to v bistvu sploh pomeni, pa kakšne učinke ima to na zaposlene tam v diskontnih trgovinah? Kaj se za njih spremeni, ko neka trgovska veriga prevzema ta model poslovanja? Zelo dobro in zelo pomembno vprašanje. Zdaj, diskontni model recimo si je pri nas prisoten predvsem preko trgovskih verig Lidl pa Hofer in temeljita na dveh ravneh. Ena je seveda ta nizkocenovna strategija, ki še poučuje konkurenčnost med trgovskimi verigami, začnejo vsi tekmovati, kdo bo imel nižje cene. Na drugi strani pa se temelji na zelo spretnem, na nekem izjemanju zaposlenih do potankosti, nekako ciljno storilnost imajo ti poslovni modeli zelo našponano, stalno prilagajajo število delavk neizmerno. Recimo, poslovodje morajo vsako uro dnevno nekako preračunavati, kdaj je število delavk neizmerno preveč, kdaj koga pošljajo domov, da dosegajo tiste ciljne številke za tisti dan, za tisti teden, mesec. Delavke morajo biti nekako popolnoma prilagodljive in pa na razpolago kapitala vse vsako uro. Samo za primerjavo, Lidlov poslovni model nekako na svetovni ravni daje okrog 3% za zaposlene, na drugi strani tradicionalni trgovci okrog
10%. Tako je Lidl res izpilil to izjemanje zaposlenih. Zdaj, na drugi strani to seveda pomeni, zaradi premajhnega števila delavcev izmenov je tempo maksimalen in sistem je stalno nekako deluje na robu zloma, ker zaposleni so na robu zmogljivosti in posledice so dolgoročno seveda zdravstvene težave, psihični pritiski, veliko stresa in pri tem tempu, hkrati s tem tempom, tako Lidl kot Coop nekako zahtevata tudi zelo visoke neka interna pravila firme, težina, zabavljivost, 2% na blagajni, čistoča, ki pa pri tem tempu, če hočeš ta obseg dela tako malo zaposlenimi upravati, je nemogoče slediti vsem tem kriterijem, ki se ga postavlja. In je zato odgovornost, zato pa nosijo delovni kolektivi in pa predvsem poslovodje, ki so tako nekako stalno pod pritiskom, da se odločajo ali sledijo pravilnosti ali pa nekako dosegajo standarde. In hkrati s tem tudi tekmujejo z drugimi poslovalnicami. Taka stvar je zelo sočlovana in spodbuja to stalno gonjo po še več, hitreje. In nekako tudi s tem vidikom potem, da seveda po tem obsegu dela, ker ne dosegajo pa mogoče drugih ciljev, kot so pravila, prihaja do tega, da so zaposleni in pa predvsem poslovodje potem stalno v prekršku in s tem so nekako stalno pod pritiskom vodstva nadrejenih, da lahko kadarkoli disciplinirajo in to na neki meri otežuje sindikalno podjetjih in s tem je tudi pod pritiskom celoten kolektiv in se v tem obsegu dela en drugega spodbujajo k delu in nekako se dogledajo na tiste, ki mogoče ne delajo, bi to zahtevalo. Zdaj, kaj je to za zaposlene? Takšen režim je za delavke absolutno dolgoročno nevzdržen. Na eni strani delavke trpijo za zdravstvenimi težavami in se s tem ustvarja neke invalide. In po drugi te diskontne verige tudi zaposlujejo za krajši čas. To pomeni, nekako iz tega izhaja, da ocenjujejo, da je produktivno zaposlenega nekako 100% lahko samo 6 ur, a ne pa 8 ur vseh 6 dni v tednu. In posledica tega pa je na eni strani tudi, da pokojninska doba se oddaljuje. Lidl poslovni model delavke prej nekako naredi odvečne, ker se utrudijo, poškodujejo, ne morejo slediti več temu tempu. Na drugi strani se pa pokojnina ali pa pogoji, ki se bodo lahko upokojili, se pa podeljujejo. In tudi, če se bodo upokojili, bodo te pokojnine nizke in bodo ženske potem, pa delavke in delavci, odvisno ekonomske od njihovih gospodinjstv ali pa od socialne pomoči. Zato je ključno, da delavke nekako ne čakajo, da se to zgodi, tako da jih Lidl enostavno znebi, ker se pogosto zdaj dogaja, pa da se organizirajo kolektivi in to Potem se tudi nekako poslužijo tudi v drugih trgovskih verigah, stalno sledijo temu, da je zaposlenih manj, kot pa bi moralo biti in zato je zelo pomembno, da se nekako delavstvo upre tem novim poslovnim. Ja, mislim, v tem kontekstu je zelo pomembno, verjetno, da se upre prej, ko pride do tega še pri njih, no, zaradi tega, ker in Lidl in Hofer sta verjetno neka trendsetterja za vse ostale trgovske verige. Zdaj, na koncu, Damjana, imam še eno vprašanje za tebe in sicer, kako se ti je zdelo, ko je predsednik republike Borut Pahor podelil svojo nagrado, torej nagrado predsednika republike, jabolko navdiha predsednici Trgovinske zbornice Slovenije, Mariči Lah, z obrazložitvijo, da je to nagrada za vse tiste delavke in delavce v trgovini, torej za vas. Se ti je zdelo, kot da si ti v tistem trenutku prejela to nagrado? Ja, pa jade. A veš kaj je? S tem je poteptal delavce v trgovini. Še en dokaz za nas, da za njih čisto, ampak res čisto nič ne veljamo. Počutila sem se besno, osramočeno, zasenčeno. Ne gre mi v glavo, da so dali jabolko nekomu, ki sploh pojma nima, kako delo v trgovini poteka. To mi ni bo jasno.
Zdaj pa ta pahor. 32 snežno belih zob, ki jih zdaj sicer ne kaže več tako rad pa tema, pa to me tudi mane. Ampak, veš kaj, bila sem besna, razočarana, spet besna. Po eni strani osramočena, da sem sama sebi dopustila, da delajo tako z nami. A verjameš, da do tega trenutka nisem vedela, da imam tako bogat besedni zaklad pri preklinjanju. Presenetila sem sama sebe. Ampak za trenutek sem potem pomislila, da sem dementna. Zaradi tega, ker nobenega od prejemnikov, sploh pa ne Mariče Lah, še je zjutraj ob 6:30, ob 6 nisem videla, da bi vlačil vozičke z salamami, palete naložene do vrha z sadjem, bokse mesa, ribe, da bi to delo opravljal. In ne vem, vse to moraš ti opraviti do določene ure, od naročil, to poleg tega stranke streči, vse vitrine naložiti. Po vseh teh pol že kar fajn travmatičnih šokih se jaz zavem, da nisem dementna, ampak sem jaz za njih samo strošek. In ne delavka, ki ustvarja dobiček, ki tudi imajo oni plače od tega dobička. Ne vem, kvaliteta življenja je za njih čisto nepomembna, kako mi živimo. Država je zopet nagradila kapital, ne nas. In še enkrat več pokazala, da deluje v interesu kapitala, to so lastniki, to nismo mi delavci. Zato se moramo, ker se lahko zanesemo samo na sebe in na naše organizacije, kot so Cedra, sindikat, vi, ko nam pomagate nas ozaveščati. To je to. In enostavno nič drugega nam ne pomaga, kot pa da se moramo enostavno združiti. In se zoperstaviti zoper kapital. Odlično, si zdaj to povedala. Sicer zdaj moramo še dati na koncu vseeno besedo gostom, da povejo še zadnja sporočila, če bi že to bilo dovolj zdaj, ampak vseeno dajemo, imamo navado, da damo na koncu gostom še nekaj besed za zaključek, tako da lahko Damjana ti najprej, pa potem še Andraž nekaj besed, samo za zaključek. Ja. Jaz bi se najprej povedala, ne vas ne bo strah. Čas je, da povemo na glas, da se ne bojimo izraziti svojega nezadovoljstva, da spregovorimo o svojih problemih, samozavestno, ker mi ne delamo narobe, ker mi smo izkoriščani. Kolegice in kolegi, uspelo nam bo, zdaj pa kolegice in kolegi, sploh trgovci z Garani, osramočeni, ne bomo pustili, da nam zamrznejo plače. Ne bomo pustili tih, da nam bojo vzeli nedelje. Zato, ker to, kar se dogaja zdaj z nami, ni normalno. Pa ne smemo dovoliti vodstvu, da nas ustrahuje. Povezati se moramo tako, kot smo se pri podpisih peticije. Nismo sami, da se združimo, imamo vas Rdečo peso, ki nas ozaveščate z borbenimi pa udarnimi temami. Pa sploh zato, ker se pogovarjate tudi o problemih današnjega časa, pa res ne smemo se predati. Imamo tudi sindikate, nismo sami, uporabljamo možgane, mislimo svoje glavo, če nam ne dovoljujejo. Pazimo nase, ostanimo zdravi. Hvala. Evo, Andraž, še ti? Ja, delo s trgovini nekako v Lidlu, pa v Šparu in širše, ta se organizira, se že povezuje, je aktivno v svojih aktivnostih, sindikati iz tega vidika tudi pozdravljamo sindikate, ki so pozvali k splošni stavki za zamrznitev minimalne plače in mislim, da moramo skupaj s trgovkami in vsemi delovnimi kolektivi se znebiti strahu in potrpežljivo, vztrajno organizirati svoje sodelavke, da bomo dovolj močni, da bo delavska moč se krepila. In vsak lahko pomaga po svojih močeh, ko greste v trgovino,
pozdrav te spodbudite trgovke, da se organizirajo sindikat, da se postavijo zate in dajmo se vsi pomagati in naj se krepi delavska moč. Hvala. Hvala obema še enkrat, da sta prišla. Na koncu pa hvala vam, da ste nas spremljali. Vidimo se naslednji četrtek, do takrat pa prvič naročite se na YouTube kanal, tu spodaj bo gumb. Potem spremljajte nas na vseh drugih omrežjih, razširite glas o nas svojim sodelavcem, kolegom, sorodnikom, predvsem pa jejte, pijte, glodajte, pa tudi glejte Rdečo peso.